Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov. Mednarodna zveza za varstvo otrok in Mednarodni fond za pomoč otrokom UNICEF pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne. Teden otroka je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru, traja 7 dni in v tem času se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, v javnost pa se preko medijev posredujejo sporočila otrok, ki jih pripravi Zveza prijateljev mladine Slovenije na podlagi sklepov Nacionalnega otroškega parlamenta in povzetkov ugotovitev iz analize klicev na dom, telefon otrok in mladostnikov. Vsebinska usmeritev letošnjega tedna otroka skuša poudariti, kako pomembno in nujno je kakovostno sporazumevanje otroka ali mladostnika z drugo osebo. Omogočimo otrokom in mladostnikom, da bodo brez bojazni sporočali svoje potrebe, želje, interese, pričakovanja, upanja, strahove, tesnobe, stiske in tudi zadovoljstvo, ugodje, veselje in hrepenenje. Njihova sporočila so včasih povsem preprosta in razumljiva ter izražena neposredno, spet drugič zapletena in težko razumljiva. Še posebej hudo je, če nimajo komu zaupati, da so žrtve nasilja v družini ali med vrstniki, da so zlorabili njihovo ime na svetovnem spletu, da jih je nekdo spolno zlorabil, da sta oče in mati brezposelna in jih v družini pesti revščina, da se je v družino prikradla huda bolezen ali da je v družini alkohol vsakodnevni gost. Otrokovih stisk je lahko veliko in vsaka je zanj neznansko velika in mnogokrat ga boli tako zelo, da se zapre v svoj svet. Otroci in mladostniki imajo različne individualne zmožnosti, sposobnosti in veščine komunikacije. Nekateri se bolje in lažje izražajo v pisni, drugi v govorni obliki. Nekateri veliko povedo s telesom, z gibom, s plesom. Nekateri najbolje izrazijo svoj odnos do sveta, svoje stiske in potrebe z likovno govorico. Vsi pa si želijo bližine zaupne osebe, ki jih je sposobna razumeti, poslušati, slišati in mnogokrat tudi okrepiti njihov glas. Če želimo vselej delovati v otrokovo največjo korist po konvenciji o otrokovih pravicah, ga moramo poslušati, slišati in razumeti ter storiti vse, da mu omogočimo zadovoljno in ustvarjalno otroštvo. Vsebine so povezali s temo otroških parlamentov na temo pasti mladostništva, ki so jo mladi parlamentarci izbrali na 25. zasedanju Nacionalnega otroškega parlamenta 13. aprila 2015 v Državnem zboru Republike Slovenije. V obdobju odraščanja je še posebej pomembno kakovostno komuniciranje med mladostnikom in družino, starši, skrbniki, sorojenci, stari starši, sorodniki, sovrstniki, učitelji in mentorji ter širšim družbenim okoljem. Komuniciranje omogoča prenašanje sporočil z izgovorjeno, napisano besedo, govorico telesa, likovno ali glasbeno govorico ter na druge načine. Dobro komuniciranje med ljudmi je pomembno v vseh življenjskih obdobjih, učimo pa se ga že zelo zgodaj. Spodbudno okolje že v predšolskem obdobju prispeva k otrokovemu razvoju sporočanja, sporazumevanja, razpravljanja, posvetovanja in izmenjave vsakovrstnih informacij. We shall all burn together, watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by me.
Programi društev, vrtcev in šol so vedno izjemno bogati in namenjeni predvsem otrokom. So polni prireditev, ustvarjalnih delavnic, lutkovnih predstav, sproščenih druženj otrok in odraslih, z veliko zabave, z možnostmi ustvarjalnega izražanja s petjem, plesom, slikanjem, s športnimi igrami, glasbenimi koncerti. Pomembna in edinstvena razsežnost vseh teh programov je tudi v tem, da so namenjeni vsem otrokom, da so brezplačni in dostopni, ne glede na materialni položaj staršev ali njihovih skrbnikov. Teden otroka zato vsako leto ponuja priložnost, da se obravnavani tematiki nameni še posebno širša, strokovna in javna pozornost. Tudi v Slovenskih Konjicah so prostovoljke Zveze prijateljev mladine Slovenije zelo pridne in aktivne z Janjo Brglez na čelu. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Letošnja tema otroka je Nekaj ti moram povedati. In jaz vam moram povedati, da na letošnji prireditvi ob tednu otroka posvečamo pozornost starim igram in dejavnostim, ki so jih izvajali že nekoč. Ker smo bili v prejšnjem mesecu deležni prireditve v Žički kartuziji, ki praznuje 850 let, lahko v letošnjih delavnicah zaplujemo v stare čase in se česa naučimo od naših prednikov. Prav tako pa nam je prav lepo poslanico ob tednu otroka napisal tudi Andrej Rozman Roza. Nekaj ti moram povedati. Za vsakogar mora obstajati nekdo, kateremu lahko zaupa, da se mu lahko zaupa, ko mu je težko. Za vsakogar mora obstajati nekdo, ki ga razume in posluša, ko mu je zmrznjena duša in mu je v srcu slabo. Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave, ki bi jih najrajši izbrisal iz glave in mu lahko pove tudi to, kar ni povedati lahko. A pogovarjanje je za človeka še bolj pomembno kot obleka in hkrati danes redka stvar, za katero ni potreben denar. Pogovarjanje ni le za zabavo, zdravilno je tudi, ko imamo težavo in se v lastnih mislih dušimo, dokler jih še z nekom ne delimo. Pogovarjanje je bližina in toplina. S pogovarjanjem smo družina in skupina. S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta. S pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta. In danes ga na naših ustvarjalnih delavnicah ni, ne interneta, ampak ste vi, ustvarjalci, otroci današnjega lepega sončnega 21. Konjičkovega popoldneva. Pripravile so že tradicionalno 21. Konjičkovo popoldne v Slovenskih Konjicah za vse radovedne, igrive in ustvarjalne otroke in mladostnike. Za vsakega se je v ponedeljek 5. oktobra v popoldanskem času na Mestnem trgu našlo nekaj. Da bi delo in igra šlo lažje od rok in nog, so poskrbeli s lastnimi prigrizki in okrepčilnimi napitki. Na ploščadi pred Domom kulture so se odvijale pestre delavnice na različne teme, kjer so ustvarjali otroci sami ali pa so s pomočjo staršev izdelali svoj unikatni izdelek in se udeležili katere od dejavnosti, ki jih je bilo precej na izbiro. Nastajale so usnjene zapestnice, dišeče zeliščne vrečke, pečatniki iz das mase, knjižna kazala, spretni prstki so oblikovali konjička iz različnih materialov in na različne načine, pod tiskarskim strojem so nastali zanimivi odtisi s simbolom konja, seveda niso manjkali jesenski prebivalci, strašila in živali iz naravnih materialov in iz kartona, volne, usnja. Za modni dodatek na koži so prostovoljke risale tatuje z barvami za kožo, za spretne noge so bile na voljo hodulje, za ostro oko in mirno roko pa so poskrbeli člani strelskega društva, možno je bilo streljanje s puško v tarčo. Da bi domov prišli z urejeno in malce slavnostno frizuro, so poskrbeli v frizerskem kotičku. Za razvajanje je bila vožnja s kočijo in 2 konjema. Predstavnica Twirling društva je prikazala vrtenje palice, izdelava papirnatih letal je zahtevala nekaj tehničnih spretnosti, skavti so na svojo stojnico vabili z maskoto in prikazom raznih spretnosti. Taborniki iz rodu belega konja so poskrbeli za zanimivo in aktivno predstavitev taborniških dejavnosti. Vsi udeleženci 21. Konjičkovega popoldneva v Slovenskih Konjicah so preživeli še eno jesensko popoldne v ustvarjalno-kreativnem vzdušju in prijetnem medsebojnem druženju, ki so ga pripravili v okviru tedna otroka Zveze prijateljev mladine Slovenske Konjice. Prisluhniti, poslušati, slišati, razumeti in dojeti pravo vrednost otrokovega ali mladostnikovega sporočila so temeljni pogoji dobre komunikacije in bistvo letošnjega tedna otroka.